No, novo poročilo odpira vprašanja o tem, kako trajni bi lahko bili prihodnji sporazumi o normalizaciji z Izraelom. Informacije, ki jih je izraelska vojska dovolila za objavo, naj bi razkrile, da je ena arabska država drugi svetovala, naj najprej podpiše sporazum z Izraelom, nato pa, če bi se regionalno ravnotežje spremenilo, sproži vojno proti judovski državi. Imeni obeh držav ostajata zaupni. Razkritje pa prihaja v času, ko Saudska Arabija, Turčija in Pakistan gradijo novo obrambno zavezništvo, Egipt pa naj bi prav tako razmišljal o pridružitvi. Vse to preoblikuje regionalno okolje okoli Izraela. No, tukaj v studiu, Ariel, katere podrobnosti še poznamo o tem, kar je bilo dovoljeno za objavo in kakšno je izraelsko stališče, kako sprejemajo to domnevno izmenjavo? Ja, nikoli veliko več ne moremo dodati. Lahko rečemo, da je država, ki je prejela ta nasvet, ena od tistih, ki so v zadnjih letih razpravljale o normalizaciji odnosov z Izraelom. Žal ne moremo povedati več kot to. Mislim pa, da to poudarja zelo pomembno in resnično skrb, ki jo ima Izrael, ko gre za širjenje kroga miru. Očitno, Izrael si želi miru z vsemi svojimi sosedi, sosedi svojih sosedov, s tretjim krogom. To je tisto, kar si Izrael želi. Toda Izrael je tudi zelo realen, še posebej po dogodkih v zadnjih 3 letih. Kar kaže, da to ni nujno dovolj, da države ne moreš soditi samo na podlagi namenov ali domnevnih namenov, ampak tudi na podlagi dejanj. In mislim, da je to znak strani Izraela, da ima upravičene zadržke, ko gre za sodelovanje v mirovnih pogovorih ali celo varnostnih pogovorih, če smo natančni za katerokoli drugo državo v svoji okolici. In to je nekaj, kar morajo imeti v mislih vse vpletene strani, ne glede na to, ali ste posredniki ali odločevalci v Izraelu. Da je to zelo upravičena trditev ali skrb, ki jo ima Izrael, ko želi povečati in razširiti krog miru. Da je morda na drugi strani nekdo, ki se ukvarja s tako imenovano takijo, kar pomeni, da poskuša uspavati sovražnika, medtem ko se ponovno organizira, obnovi in zgradi vojsko in jih na to napade čez nekaj let. Zato mora Izrael, da bi zagotovil, da temu ni tako, ravnati zelo previdno in pazljivo. In vsi njegovi partnerji, ki si prizadevajo, da bi Izrael sodeloval v mirovnih ali varnostnih pogovorih z drugimi državami, se morajo tega dejstva zelo dobro zavedati. No, Ruth, prepričana sem, da imaš zanimivo perspektivo, ki jo lahko predstaviš glede na tvoje delo v parlamentarni skupini za Abrahamove sporazume. Bila si vključena v nekatere od teh razprav, še preden so Abrahamovi sporazumi sploh nastali. Je bila to ideja, ki je bila predstavljena že takrat, ali gre bolj za novo varnostno zamisel zaradi spreminjajočega se dogajanja na Bližnjem vzhodu? Mislim, da ne govorimo o varnostnem konceptu. Govorimo o verskem konceptu, katerega viri so v Koranu. Dejansko temelji na preroku Mohamedu in njegovem dogovoru, ki je bil sklenjen. Dogovor se je imenoval Hudejbija. In sklenil je dogovor z Judi, ki so takrat živeli na arabski polotoku, ker so bili močnejši od njegovega ljudstva. In ni jih mogel prepričati, da bi svojo vero spremenili v islam in postali muslimani. Zato je sklenil desetletje dolg dogovor. Vendar je prekršil ta dogovor, ko je po 2 letih ponovno zbral in okrepil svoje sile. In v Hajbaržu je opisan zelo velik pokol moških. Ženske so bile vzete kot spolne sužnje, prav tako otroci in tako naprej. In to? Hajbar je pogosto omenjen v številnih izjavah in zborovanjih, ki so včasih pro-palestinska, proti-izraelska in podobno po vsem svetu. Strani islamistov in drugih. Nekateri morda sploh ne vedo, kaj to pomeni, vendar se nanaša prav na to. Torej, ta koncept obstaja že leta in leta. Star je 1400 let. Vsaka država bi morala to upoštevati. Podpis sporazuma s trenutnim sovražnikom lahko prinese popolno normalizacijo in ploden mir. Imenovan miroljubni odnosi ali pa morebitno pregrupiranje za vojno. In to je nekaj, kar je čista realpolitika. To je treba upoštevati.
še posebej v regiji, v kateri se nahaja Izrael. Moram reči, da sporazumi z ZAE, Bahrajnom in Marokom niso takšne narave ali vsaj v zadnjih letih niso bili takšni. Nasprotno, zaznamovali so jih vizija, voditeljstva in precej izjemna gesta tako strani Izraela kot teh držav. Kar zadeva vzajemnost z vidika varnosti, geostrategije, gospodarstva in tako naprej. A to ni vedno tako. In obstaja ta koncept, ki je globoko zakoreninjen v veri. Morda ni politično korektno, ni prijetno za uho ali lepo slišati, vendar je to resničen obstoječ koncept. Glede na to dejstvo, kakšni varovalni ukrepi morajo biti vzpostavljeni, če želi Izrael razširiti Abrahamove sporazume ali vsaj skleniti različne prihodnje dogovore in partnerstva z nekaterimi sosednjimi državami. No, najprej moramo povedati, da imamo z Egiptom dogovore že več kot 40 let. Strateško zavezništvo, ki ima, jaz temu pravim, odsotnost vojne, kar je zelo, zelo pomembno in bistveno. Ni normalizacije, ni toplega miru po nobenih merilih. V Egiptu je ogromno indoktrinacije in hujskanja. 120 milijonov Egipčanov je zelo močno hujskanih in indoktriniranih proti Izraelu, pa vendar ni vojne. In to je samo po sebi pomembno. Vendar pa mora biti Izrael previden, mora biti na preži, mora ostati močan. In seveda, roka bi morala biti vedno iztegnjena k toplejšim odnosom. Hkrati pa je treba imeti oči odprte in biti previden, ker je tako. Tukaj govorimo o veliko močnejši naklonjenosti k pregrupiranju, navideznemu nekakšnemu razumevanju in morda celo napadu na Izrael. Potem, ko ga nekako zvabijo v slalom, in to je bolj zapleteno. Ja, nova zamisel, kot boš zagotovo omenila. No, medtem pa bi rada preusmerila našo pozornost na nekaj novosti iz Gaze. Potem, ko je premier Netanjahu javno zavrnil 15-točkovni načrt za razorožitev, ki ga podpirajo Združene države, in vztrajal, da se IDF ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. In je zavrnil okvir, ki bi razorožitev povezal s postopnim umikom Izraela. Toda visoki predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov pravi, da bi se postopek odvijal sektor za sektorjem, pri čemer bi bila vsaka faza popolnoma preverjena in ne bi temeljila na zaupanju. Torej, Ariel Netanjahu, ki morda javno zavrača načrt, vendar Mladenov poskuša prepričati izraelsko javnost, kot kaže, da sta obe strani v bistvu na isti strani. Ali to trenutno vidimo? Različna javna sporočila, medtem ko se v ozadju premirje in načrt odvijata po načrtu. Ja, glej, okoli tega načrta je veliko nejasnosti. Moramo se tudi zavedati, da smo v volilni sezoni. In zato, veš, malo zavajanja tu, malo tam, to se bo zgodilo. Če pa pogledamo natančno, kaj je Mladenov povedal v intervjuju za Kanal 12, je dejal, da je načrt, dogovor med odborom za mir, Združenimi državami in Hamasom. Izrael ni vključen v to, gre bolj za izjavo o nameri. Zdaj, ko premier Netanjahu pravi, da zavrača načrt, kaj je besedilo načrta? Besedilo načrta je precej nejasno. In mislim, da je to namerno, ker je bil namenjen temu, da bi Hamas privolil po 10 mesecih, ko so to zavračali. In kaj pravi besedilo načrta? Pravi, da bo razorožitev Hamasa povezana z umikom Izraela iz Gaze. Ni omenjeno zaporedje dogodkov, kar je pustilo stvari zelo nejasne, kar je Hamasi omogočilo, da so rekli, da se bosta oba procesa zgodila hkrati, in potem je odbor za mir izdal pojasnilo še pred izjavo predsednika vlade Netanjahuja in dejal, da v nasprotju z različnimi poročili obstaja zelo jasno zaporedje. Najprej popolna preverjena razorožitev Hamasa in nato postopno umikanje IDF. Zdaj, glede te zadnje izjave, nisem slišal, da bi predsednik vlade Netanjahu izrazil svoje nasprotovanje. Pravi, da zavrača besedilo načrta, ki ga je kasneje pojasnil odbor za mir. Izrael pa sploh ni stran v tem načrtu poti. Torej, moramo pogledati, kaj je tukaj bistveno. Bistvo je, da odbor za mir in njegov visoki predstavnik na vsaki stopni in na vsakem forumu pravita, da Izraela ne bodo pozvali, naj se umakne iz Gaze, dokler ne bo popolne in preverjene razorožitve Hamasa.
Če se to ne zgodi, potem dogovor ne velja. In potem Izrael ne bo dolžan umakniti se. Ena stvar pa mi je padla v oči v tem intervjuju Mladenova. Zelo enostavno je količinsko opredeliti ali, veste, začeti postopek razoroževanja Hamasa, ko govorimo o RPG-jih, kalašnikovkah, ko pa gre za predore. Mladenov je rekel, da bo to trajalo 10 let. To je del razgradnje Hamasove vojaške infrastrukture. In kaj potem? Izrael se naslednjih 10 let sploh ne bo rabil začeti umikati. Na to vprašanje ni bilo odgovora, ampak mislim, da je zelo jasno, kaj predstavlja odbor za mir, kar je v skladu s tem, kar premier Netanjahu govori, v nasprotju z njegovimi lastnimi izjavami, ko kritizira načrt poti.